V Sloveniji je ena izmed temeljnih ugotovitev, sistemskih ugotovitev, da je sistem socialnih in družinskih transferov nepregleden, zapleten, zelo birokratski, obremenjen z administrativnimi postopki. In Nova Slovenija, krščanski demokrati v svojem temeljnem programu stremi k nasprotnemu, torej bolj pregleden, bolj življenjski sistem socialnih in družinskih transferov. In ker želimo ta sistem narediti preglednejši in pravičnejši, predvsem za uporabnike, uporabnice, upravičenke, upravičence do družinskih in socialnih transferov in na drugi strani do zaposlenih, strokovnih delavk in delavcev na centrih za socialno delo, smo se odločili za vložitev paketa zakonodaje za socialno, družinsko politiko in za politiko trga dela. Pomoč socialno šibkejšim želimo zagotoviti tistim, ki jo resnično potrebujejo, hkrati pa bolje in bolj učinkovito ciljati transfere, ki so namenjeni družinski politiki. To pomeni, da ločujemo, kar je ena izmed ključnih zavez Nove Slovenije krščanskih demokratov, ločujemo družinsko od socialne politike. Na nekaterih področjih delamo prve korake, na nekaterih področjih pa smo že ali pa bomo tudi bolj močno te dve področji ločili. Spremembe, ki jih predlagamo v 4 zakonih, bodo naslovile ravno te izzive. Ljudje bodo enostavneje prišli do potrebnih informacij o svojih pravicah, obenem pa bomo na drugi strani preprečevali zlorabe in zagotovili, da gre pomoč v prave roke. Z določenimi spremembami želimo po zgledu drugih evropskih držav uvesti ločnico med družinsko politiko, ki bo v pomoč družinam, in socialno politiko, ki mora pomagati tistim, ki nimajo dovolj dohodkov, da bi lahko bili sposobni preživljati sebe in svoje družine. Zapletenost in pretirana pomešanost, če lahko temu tako rečem, teh dveh področji že vrsto let povzroča slabo voljo pri ljudeh, pri upravičencih in v sistem vnaša tudi nepravičnost. S temi spremembami bomo tudi administrativno razbremenili centre za socialno delo, saj verjamemo in želimo, to je naš cilj, da se strokovne delavke, strokovni delavci bolj ukvarjajo neposredno z upravičenci, bolj neposredno izvajajo preventivne in kurativne postopke v težkih situacijah z ranljivimi, kar je pravzaprav COVID epidemija še zaostrila, ne pa, da izgubljajo večino časa na administriranju postopkov, na birokratskih postopkih. Torej, njihovo poslanstvo je, in to res verjamem, bolj pri neposrednem delu z ljudmi, z najranljivejšimi, kot pa z administracijo in birokratskimi postopki. Morda iz področja socialnih in družinskih transferov, torej gre za zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakon o socialno-varstvenih prejemkih ter zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, naštejem nekaj glavnih ključnih sprememb, ki jih predlagamo v tem paketu. In sicer v področje ločitve družinske in socialne politike spada najprej umik ugotavljanja materialnega položaja pri letnih pravicah, pri družinskih transferih. Kaj to pomeni? To pomeni, da pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila,
Centri za socialno delo ne bodo več preverjali materialnega položaja, predvsem lastništva premoženja. To je prvi korak k bolj univerzalnemu otroškemu dodatku. Postopek ugotavljanja materialnega položaja je izjemno zahteven, lahko rečem, je izjemno tudi časovno potraten, ima pa izjemno majhen vpliv na upravičenost ali pa na višino pravice do družinskih transferov, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca. In ker smo si zadali tako Nova Slovenija v svojem programu, kot tudi ta koalicija v koalicijski pogodbi, da bomo šli v smer večje univerzalnosti otroškega dodatka oziroma v smer proti univerzalnemu otroškemu dodatku, delamo prvi korak. Pri pravici do znižanega plačila vrtca smo en velik korak v smer univerzalnosti že napravili, in sicer smo s 1. septembrom letošnjega leta omogočili brezplačen vrtec za drugega otroka v družini, ki je v vrtcu skupaj s sorojencem, in brezpogojno brezplačen vrtec za vsakega tretjega, četrtega in naslednjega otroka v družini. Torej, pri družinskih pravicah, ki jih mi poimenujemo tudi letne pravice, gremo v smer večje univerzalnosti in verjamemo, da s tem tudi učinkovitosti. Kaj pa je pomembno pri tem poudariti, pa je, da to ne velja za postopek uveljavljanja pravic do socialnih pomoči. Torej, pri socialno-varstvenih prejemkih, denarnih socialnih pomočeh in ostalih še vedno ugotavljamo tako materialni položaj, kot dohodkovni položaj in ostalo, kar je tudi prav. Denarne socialne pomoči imajo drugo naravo, kot pa družinski transferi. Druga ključna sprememba v tem paketu socialne in družinske zakonodaje je sprememba vrstnega reda pri ugotavljanju upravičenosti do družinskih transferov, do letnih pravic. In sicer se otroški dodatek ne bo več všteval v prihodke, ki se upoštevajo pri odločanju o upravičenosti do ostalih transferov. Predvsem je tu pomembno, da bodo lahko v družinah z več otroki tudi polnoletni dijaki bolj pravično obravnavani. Do danes, z zdajšnjo ureditvijo, se namreč večkrat pojavi težava, da polnoletni dijak iz družine ne prejme državne štipendije zaradi tega, ker pač njegov sorojenec, mlajši, ki je morda v vrtcu ali v osnovni šoli, še ni polnoleten, prejema otroški dodatek ali pa prejemajo sorojenci otroške dodatke in zaradi tega ta starejši dijak ni upravičen do državne štipendije. To krivico, nepravičnost v sistemu bomo odpravili s tem, da bomo otroški dodatek izvzeli iz ugotavljanja prihodka pri postopku upravičenosti. In tretja ključna sprememba pri tem paketu, ki bi jo izpostavil zdaj v uvodnem delu, je širitev krog upravičencev do državne štipendije. Dosedanjim razredom upravičenosti do državne štipendije bomo dodali še 7. in 8. dohodkovni razred, razširili bomo krog upravičenosti. Zakaj? Po reformi leta 2012, ko se je za polnoletne dijake otroški dodatek zamenjal z državno štipendijo in ko je bilo izhodišče, da bomo dosegli enako raven, da bo sistem pravičen, do tega ni prišlo. In s to spremembo, ki jo predlagamo v tem zakonu, bomo dosegli večjo pravičnost tudi do polnoletnih dijakov. Naj omenim še v tem sklopu, da smo junija letos že začeli z izdajanjem informativnih izračunov za letne pravice in odzivi so dobri. In odzivi na terenu, ko obiskujem centre za socialno delo, so celo
lahko rečem, takšni, da potrjujejo našo usmeritev, da z avtomatizacijo, digitalizacijo in poenostavitvijo postopkov razbremenimo socialne delavke, socialne delavce na centrih. Prvi odzivi so, da zaradi izdajanja informativnih izračunov že lahko razbremenjujejo zaposlene na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in da lahko ti zaposleni že začnejo delati na družinski problematiki, preventivi in kurativi, kar je nenazadnje poslanstvo zaposlenih na centrih za socialno delo. Naj omenim še spremembe glede varstvenega dodatka. Ker je varstveni dodatek izjemno pomemben prejemek za starejše, ki so socialno ogroženi, in ker je glede varstvenega dodatka veliko, lahko rečem, tudi nepravilnih informacij in se nekateri celo bojijo uveljavljati varstveni dodatek, ker se bojijo za svoje premoženje, za svoje pravice oziroma za pravice svojih naslednikov, dedičev. Želimo iti nasproti tem starejšim ljudem, ki so socialno ogroženi in bomo potem, ko bodo seveda prvo vlogo morali vložiti sami in v postopku dokazovati upravičenost do varstvenega dodatka, omogočili, da bojo naslednja leta centri za socialno delo avtomatsko po uradni dolžnosti odločali o podaljševanju upravičenosti do varstvenega dodatka. Izjemno pomembna poteza, ki bo našim starejšim sodržavljankam, sodržavljanom, ki so materialno šibkejši, omogočila varnejšo, mirnejšo starost. Drugi sklop sprememb v tem paketu zakonodaje se nanaša na trg dela. Tukaj naj poudarim, da želimo nasloviti spremembe tako sistemsko, kot delno tudi odziv na trenutno situacijo na trgu dela. Morda za predstavo omenim, da je tik pred korona pandemijo in tik pred našim prevzemom odgovornosti za vodenje Ministrstva za delo bilo število brezposelnih nekaj nad 76.000. Trenutno neuradni podatki na včerajšnji dan kažejo, da smo že 10.000 nižje, torej na dobrih 66.000 vpisanih v evidenco brezposelnih. Razmere na trgu dela so bistveno drugačne kot med pandemijo. Gospodarstvo, zaposlovalci iščejo delovno silo in na Ministrstvu za delo, ki ga vodim, želimo ljudem iti nasproti, na eni strani, da podpremo te, ki so v evidenci brezposelnih, da bi lahko čim hitreje dobili zaposlitev in na drugi strani, da bi delodajalcem pomagali pri zagotavljanju delovne sile. V središče teh sprememb postavljamo ravno ljudi in njihovo dostojanstvo. Rešujemo tudi nekatere sistemske nepravičnosti oziroma krivice, ki so bile del sistema in se odzivamo na realne razmere na trgu dela. Ključno sporočilo naših predlogov sprememb v Zakonu o urejanju trga dela je, da želimo ljudi motivirati, da se bi raje odločili za zaposlitev oziroma za delo, kot pa za prejemanje socialne pomoči. Nova Slovenija, krščanski demokrati, stalno poudarja, da zdrav, dela zmožen človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Delo, po našem mnenju, ni le stvar preživetja, ampak je tudi vrednota, ki jo moramo jasno postaviti visoko, in ta vrednota, delo, človeku daje občutek vrednosti, vključenosti in samo izpolnitve. To je izjemno pomembno, da vsi stremimo k temu, da naše državljanke in državljane spodbudimo k prevzemanju odgovornosti za svoje življenje.
Na drugi strani je sistem socialnih transferjev namenjen predvsem kratkotrajnemu premagovanju stiske, to je varnostna mreža, ki človeku pomaga takrat, ko ostane brez dela, ko se znajde v neki težki finančni materialni situaciji, a na drugi strani mora skupaj sistem trga dela in sistem socialnih transferov spodbujati in motivirati iskalce zaposlitve, da se ponovno vključijo na trg dela. Hkrati bomo tudi predlagali oziroma predlagamo nekaj rešitev, ki bodo omogočili ustrezno ukrepanje proti tistim, ki morda fiktivno iščejo zaposlitev. Nekaj predlaganih sprememb. Iskalcem zaposlitve se bo po novem ponudilo primerno zaposlitev, ki ustreza tudi za 2 stopnji nižji izobrazbi od njihove, in sicer po 6 mesecih. Vsi veste, da trenutni sistem določa, da je lahko po 3 mesecih primerna zaposlitev tudi 1 stopnjo izobrazbe nižje, dodali bomo 2 stopnji izobrazbe nižje po 6 mesecih. Zakaj? Ugotovili smo, da dolgotrajna brezposelnost dejansko ohromi človeka, mu vzame rutino, mu vzame to eno agilnost in potem mora sam ta človek, njegovi najbližji in pa celoten sistem preko Zavoda za zaposlovanje vložiti veliko več truda, energije, ne nazadnje tudi sredstev, da se človek po dolgotrajni brezposelnosti aktivira. Mi želimo to preprečiti, želimo ljudi podpreti, da bi čim hitreje prišli na trg dela in prevzeli odgovornost za svoje življenje. Drugi ukrep je skrajšanje postopka, ki je sedaj dvostopenjski, izpisa iz evidence brezposelnih v primeru fiktivnega iskanja zaposlitev. Menimo, da nekdo, ki zlorablja vpis v evidenco brezposelnih na način, da fiktivno išče zaposlitve, po domače ljudje temu rečejo, da samo zbira pečate pri delodajalcih, da je dejansko bil pri njih, ampak obenem pa iskreno ne išče zaposlitve, tudi ne more biti upravičen do pomoči države preko denarne socialne pomoči. Evidenca brezposelnih oziroma vpis v njo je namreč podlaga tudi za prejemanje denarne socialne pomoči. To moramo zaradi večje pravičnosti in razmerja med tistimi, ki s svojim delom sebe preživljajo, in tistimi, ki potrebujejo ali pa so prejemniki denarne socialne pomoči, urediti. In zdaj trenutno so ti postopki izpisa ob ugotovitvi fiktivnega iskalca zaposlitve predolgi, prezapleteni. To želimo skrajšati in narediti bolj učinkovito. Taki postopki danes lahko trajajo tudi do pol leta, kar je odločno preveč. Za nekatere posebej težko zaposljive skupine brezposelnih bomo oziroma predlagamo podaljšanje možnosti vključitve v javna dela, in sicer z 2 na 4 leta, kar bo pomembno predvsem za starejše brezposelne, ki so na našem trgu dela ranljiva skupina, so težje zaposljivi. Ko dobivamo odzive na programe javnih del, trenutno nam koristniki, uporabniki teh javnih del, zaposlovalci delavcev preko javnih del, dajejo predvsem odzive, da se ravno navadijo drug na drugega, da se zaposleni prek javnih del ravno usposobi, spozna celotno mrežo, v primeru, da je zaposlen recimo tudi na Centru za socialno delo, se ga tudi uporabniki ravno navadijo, pa je tega obdobja zaposlitve preki javnih del že konec. Tu želimo iti naproti in zaposlenim preko javnih del in tistim, ki so uporabniki, zaposlovalci preko javnih del. In predvsem podpreti najtežje zaposljive
skupine na trgu dela, to so predvsem starejši, brezposelni.